Sedaj pa nas čaka še en zanimiv prispevek, tako da vas vabim, da si ga kar pogledate. 84-letna Marija Mimi Udovč, sicer mojstrica šivanja in ljubiteljska slikarka, nam opiše svoj padec. To odletiš v vesolje, veste, to kar naenkrat ni nič, samo še črno. Ampak 3 ure in več kot 3 ure in pol, kaj je pravzaprav se dogajalo z menoj in mojim organizmom, pa ne bo nihče vedel. Lahko bi rekli, da je imela srečo v nesreči, saj starejši po padcu na pomoč v povprečju čakajo več kot 18 ur. Umre letno od 500 do 600 starejših ljudi, ker predolgo čakajo na pomoč, pa še to, tisti, ki se jim ponudi pomoč in preživijo, se pa zgodi to, da je tudi zdravljenje mnogo daljše in tudi dražje. Udovčeva se je zaradi svoje varnosti odločila, da si namesti sistem elektronske oskrbe. Pokaže nam varovalno napravo z daljinskim prožilcem in detektorjem padca, ki jo nosi v obliki obeska okoli vratu in zapestnice na roki. Poglejmo si, kako se s pritiskom na gumb naprava poveže z asistenčnim centrom. Kako vam lahko pomagam? Ste padli? Na to odvisno od primera zagotovijo ustrezno pomoč. Če je ta nujno potrebna, s klicem na 112. Če ni, pa o tem obvestijo bližnje oziroma svojce. Alarme na daljavo spremljajo 24 ur na dan. Bi jo potem priporočili? Priporočila sigurno, da. A ker si številni upokojenci sistema ne morejo privoščiti, so s subvencijami na pomoč že priskočile mnoge občine. Trenutno je teh okoli 30. Da se problematike še kako zavedajo, dokazujejo tudi s tem, da samoiniciativno pripravljajo letake. Nazadnje je to storila občina Radovljica. Na ravni države pa subvencij še ni. Zato mi tako zahtevamo, da se tale e-oskrba oziroma oskrba na daljavo opredeli v zakonu o dolgotrajni oskrbi. Zveza društev upokojencev sodeluje tudi v različnih razpisih, ki bi omogočili uporabo širšemu krogu starejših. Kar bi razpis dalo Ministrstvo za zdravje, kar bi mogoče le šlo za 1000 ljudi, da bi pač testirali, kako je to pomembna stvar. Drugi del je pa to, ko bo razpisalo pa Ministrstvo za digitalizacijo, to je pa ta visoka številka 10 000 ljudi, da bi jih preskrbeli s tem. Kot lahko vidimo na grafu, ki prikazuje razširjenost uporabe e-oskrbe v Evropi med osebami starejšimi od 65 let, Slovenija močno zaostaja za razvitimi državami. V Veliki Britaniji in državah Severne Evrope oskrbo na daljavo predpiše kar osebni zdravnik. Družba se hitro stara, delež aktivnega prebivalstva se manjša, primanjkuje kadra in ga bo še bolj. Primanjkuje infrastrukture, postelj v bolnicah, v domovih za starejše in jih bo verjetno še bolj. Številni upokojenci živijo sami in če pride do kapi, padca ali druge poškodbe, kdo bi lahko poskrbel za vas? Odgovor na to ima gospod Peter Pustatičnik, ki bo bolj natančno povedal, kaj je e-oskrba. Dobro jutro. Dobro jutro. Torej, zakaj gre pri e-oskrbi? E-oskrba je socialno-varstvena storitev, ki zagotavlja stalno povezavo z asistenčnim centrom, v katerem je medicinsko osebje, in tako, da ti starejši ali invalidi, kronični bolniki v domačem okolju, če pritisnejo ali če s pomočjo detektorja padca se zazna padec, se poveže s tem asistenčnim centrom in to medicinsko osebje organizira pomoč. Skratka, niso več prepuščeni samemu sebi. Torej, to obstaja že nekaj let, vendar pa zaenkrat še ni dovolj razširjeno, ljudje še ne vejo dovolj o tem, ker statistika pri nas je nažalost kar slaba, ne? Več kot 600 smrti zaradi takih primerov na leto. Tako, to obstaja že kar nekaj let. Pokazali ste lep graf iz leta 2010 in vidite, da praktično v razvitih državah je oskrba zagotovljena v povprečju 10% prebivalstva starejšega od 65 let brezplačno iz javnih sredstev in zato je tudi pri njih ta statistika, ne, pri nas smo omenili 600 prezgodnjih nepotrebnih smrti zaradi predolgega čakanja na pomoč, v tujini bistveno nižja, ker je čas čakanja na pomoč, teh 18 ur, tam bistveno krajši, ker če imaš e-oskrbo, če te možganska kap, če padeš, se takoj sproži in seveda starejša oseba, invalid, kronični bolnik dobi takoj pomoč. Tukaj so pa recimo pri možganski kapi
vsaj ure, Pomembni. če že ne dnevi pomembni. a ne. Tako. In če hitro dobi pomoč, potem je tudi verjetnost, da preživi, da Veliko je večja, ne. rehabilitacija bistveno krajša in tudi državo bistveno manj stane. Zato je v tujini tako razširjeno to. Kaj pa dejansko potrebujejo ljudje? Ker vemo, da starejši se nekako odtepajo tehničnih stvari. A je to zahtevno za njih? Kakšna je uporaba? Ne, ta storitev, tehnologija je zelo preprosta. Seveda, najprej, dokler država tega ne sistemsko navede, potreba to naročati, recimo gre v Telekomov prodajni center ali na številko 080 8000 ali pa preko internetne strani naroča. Potem pride naš montažer, to zmontira, tudi sprobata z tem uporabnikom, oskrbovancev, kako to deluje, naprimer kako se sproži detektor padca, kako se pritisne na gumb, se poveže z asistenčnim centrom in potem se pogovorijo, tako da ga tudi v evidenci imajo, pogledajo, če ima kakšna bolj izrazita tveganja, da skratka, ko se sproži kakšen ta alarm, v asistenčnem centru vedo, za koga gre, kje je, vedo tudi, ali preverijo, če je potrebna nujna pomoč, če ni potrebna, pa potem imajo tudi, ne vem, svojce, številke svojcev, naprimer, če se nekdo samo zasedi na školjki, tako da obvestijo svojce, sosede in da se potem tudi v primeru, da ni potrebna nujna pomoč, zagotovi tej osebi in dokler se ne zagotovi pomoč, so v stiku s to osebo. To se pravi, nekdo se oglasi na tak klic recimo 24 ur na dan non-stop. Non-stop medicinsko osebje, ki je ustrezno usposobljeno, tukaj so protokoli in tu smo prav ponosni, da smo skupaj s partnerji izdelali takšno rešitev, ki je bila prepoznana tudi v okviru Home Care evropskega programa kot mednarodni primer dobre prakse. Skratka, stvari so preizkušene, smo tudi registrirani v registru izvajalcev, tako da to je v Sloveniji verjetno ena redkih, če ne edina rešitev, ki ima vse potrebne dovoljenja in vse potrebne mednarodne certifikate in je bila tudi prepoznana kot mednarodni primer dobre prakse. Odlično. Kaj pa recimo cena? Koliko to stane verjetno gre na mesec? Ja, dobro vprašanje. V tujini so ti osnovni paketi popolnoma brezplačni oziroma v Nemčiji je omejitev, da plačajo zdravstvene zavarovalnice v posameznem uporabniku e-oskrbe 30,5 evra. Pri nas zaenkrat sofinancirajo oziroma financirajo to storitev le občine. Osnovni paket brez subvencije stane 24,4 evra na mesec na uporabnika. Medtem pa zelo veliko občin se je že pridružilo temu projektu, sofinancira in najnižja subvencija, mislim, da je 10 evrov, se pravi, potem bi plačal 14,4 evra, s tem, da bi poudaril še to, da uporabniku ni potrebno tukaj kupiti ničesar. Gre za najemni model, naroča, se pride, zmontira in nauči uporabnika uporabljati in storitev deluje in uporabnik je, kako bi rekel, varnost bivanja v njegovem domačem okolju je z uporabo e-oskrbe bistveno večja, seveda pa vemo, da nič pa ni 100%. Tako, je pa bistveno varnejša. Je pa bistveno varnejša in čas čakanja na pomoč se, jaz sem prepričan, da bi se statistično zelo zmanjšal, da teh 18 ur, ko je zdaj, pa če bi imeli, ne vem, 10,000 uporabnikov so imeli na ZDUS-u, mislim, da 10% bi pomenili, da bi jih mogli biti v Sloveniji okrog 40,000 uporabnikov, sem prepričan, da bi bil ta čas statistično gledano bistveno manjši kot 18 ur in da tudi teh 600 smrti, ki jih je sedaj, bi bilo bistveno manjša številka. Torej, odlične informacije in verjamem, da na ta način lahko pomagamo res marsikomu in prihranimo marsikatero življenje, kar je seveda zelo pomembno. Tako. In praktično temu plana B ni. Vemo, tako kot ste omenili, kadra ni, postelj ni, oziroma vse to je bistveno dražje. Ljudje pa so tudi radi čim dlje v svojem domačem okolju. Tako se najbolj domače počutijo. Tako. Hvala za obisk. Hvala tudi vam.